Danes imamo pa delovno nedeljo namesto soboto, ker sobota je bila preveč zasedena. Smeti sem odnesla. To je kar vedno cel projekt, sploh za bio odpadki, ko moraš vse spucati. Zdaj bom pa klimo nesla v klet. Nisem vedela, da bi žila zdaj, ampak sem vreme pogledala in se bo ohladilo, oziroma ne bo za klimo, sigurno ne. Zdaj je tudi razlika, ker so noči hladne in si lepo zluftam in pol čez dan mi je čist cool. Ventilator bom še čist malo pustila, tako da ja, zdaj moram nekaj klimo dol spraviti. Razmišljam, ali bi škatlo gre prinesla, ne vem, ali bi jo dol zapeljala, ker ima kolesca, po moje boljše, da jo zapeljem. Imam sicer tudi oni voz, ne vem, kaj bo boljše. Bomo videli, ko bom šla dol. Se kar lepo pele, če pa kaj treba, pa dvignem. Najhujše je narejeno. Če se le da, probam narediti stvari, ki jih najmanj hoče narediti, in ko to narediš, imaš ful bolj motivacijo za vse ostale stvari na seznamu. Starter sem nafilala, tako da bomo videli, kako se bo obnašal, kdaj bo zrastel, tako da bom lahko kruh pol naredila en dan. Zaenkrat mislim, da se še nekaj dogaja, tako sem ga še nafilala 1 uro nazaj. Tako da ja, imam več placa na hodniku, bom dala ta ventilator tja. Včasih pa tudi ventilator romal v klet. Ful bi posesala, sem Mika spi, pa nočem je motiti. Vsak dan sesam, pa vsak dan je isto. To je ful razlika, ker sem jaz skozi doma in se mi zdi, da pač, če te ni več kot pol dneva, je ful manj smeti, oziroma manj nasmetiš okoli. To je pa že letošnji sataraš. Frišni. Ali je še zmrznjen. Čas je za kavo in kekse v domice, pa še en Kinder čokolad se je pojavil na krožniku, upsi. Zdaj pa pogledamo moje ozadje. Čaka me montiranje. Mislim, nimam nujno kaj za zmontirati, sem bi rada začela prej, da ni pol panike zadnji dan, poleg tega je to video jesenske dekoracije in bi res rada v miru zmontirala, potek, ko je treba in ja, bom zdaj malo to delala, pa si moram pa glavo prati. Co te moramo prati? Bom zdaj dala.
Cotike obešene, Miko smo pelali na pašo. Ja? Zdaj pa narediti make-up, pa veselo nedeljo spet. Kosilo izkoristil kot zajtrk, samo dovam krompir zraven, pa grozdje za sladico. Sem mislila, da bom danes tako sedla, samo zdaj že pozno in se mi ne da še salse delati, ampak se ne bom meso spekla, ker to mleto meso si hitro pokvari, če ga imaš predolgo v hladilniku, pa ja, itak se hitro skuha, tako da sem dala tako začimbe, ker ga pokuhala, mogoče še malo dodala, ne vem, moram probati, da ne bo preveč. Si pa zdaj tiste medaljončke na hitro spekla, ene 3, to da ne bom lačna šla spat pol. Mislim, ura je 9, ne grem še spat, sem lačna. No, je to taka koroška zadeva, da mi jemo solate z bučnim oljem skozi. Mama, ko sem bila mala, je večkrat naredila frišne murke, kumare, sam sol pa bučno olje in to je meni nekaj najboljšega. Tudi na solati, paradajzo, to je tako dobro. Povsod drugot po Sloveniji, redko da sem videla, da bi kdo uporabljal bučno olje. Andreja dejansko, ona je vedela za bučno olje in ga tudi uporabljala, ampak se mi zdi, da na Koroškem pa sploh kaj drugega ne uporabljamo za solate. Tako da me prav zanima, a vi uporabljate bučno olje ali ne, pa iz kje prihajate, tako da komentirajte, če hočete. Ura še 10 dni, jaz sem pa že v posli, ker se mi ne da biti na kavču pa za TV-jem. Danes sem začela nov knjigo, oziroma bom začela nov knjigo, Icebreaker. Ful je bila popularna nekaj cajta, ampak sem mislila, da bom na zimo čakala, ampak mislim, da ni toliko pomembno. Definitivno je 18+. Kolikor sem slišala, nimam pojma, za kaj se gre, ampak ja, sem si že ful cajta nazaj kupila, pa je na koncu nisem prebrala. Kar se pa tiče One Golden Summer, prejšnjo knjigo, ki sem prebrala. Čak sem navljena, da je avtor, ker jaz sem ful slaba s temi avtorji. Jaz nisem zdaj nek poznavalec stila pisanja in teh zadev, ker sem pač začela brati v bistvu dost pozno, tak za sebe, zaradi veselja, ampak vam sem povej, kak je bila meni knjiga. Carly Fortune. Jaz sem jo prebrala zato, ker je ena punca rekla, da ni mogla odložiti te knjige. Je pa res, da ona ful hitro prebrala, jaz sem jo pa tek čez dost dolgo obdobje brala. Mislim, proti drugim knjigam sem jo hitro prebrala, ampak zdi, da nisem toliko sedala v to knjigo. Jaz malo, ne vem, zgubiš ta čustva, kaj sem. Mislim, ful mi je bil všeč ta vibe, kjer se dogaja. Ta lik v knjigi je mojih let in tak naprej, tako da to mi je bilo všeč, ampak da bi mi bila pa zdaj najboljša knjiga tega poletja, mi pa ni bila, ampak vseeno priporočam in mi je bila celoten vibe in zgodba všeč. Če bi mogla oceniti 3,8 od 5. Zdaj bom pa brala ta Icebreaker, pa bomo videli. Moja tak podsukran 18+. Ful bi rada brala kako bolj jesensko knjigo, ampak nisem še pogledala, če je kaka, ki bi jo hotela, ampak bom zaenkrat prebrala to, kar imam. Starter je čisto ponorel, da bom pa zmesla kruh, ne bomo skozi gnjavila s tem mojim kruhom. Ani radi gledate, ani mogoče že dost, bomo vmes kaj pokazali. Ja, pa glej, ja. Zdaj pa še hitren sprehod, pa v trgovino, nimam kruha, zelo ironično, pripravljam sardo, sem nimam kruha, da ne morem zajtrka jesti. Končno je čas za hrano, kupila sem si tako sezamovo kajzerco bombetko in diši in je mehka, že dolgo nisem vedela, da kruha jedla. Au, kaj? Moramo nohte porezati.
kruh. Zgleda čudovito, enkrat ga še prepognem, pol pa ostane na pultu, dokler ne dvakrat zraste. Evo, prve buče so kupljene, da bom lahko naredila ta bučni pire, ker bomo delali recepte. In prvi bo pumpkin spice sirup. Vini sem jedla čokoladno mleko in smo, rabim malo nostalgije, okusov. Največji izziv pri tem je, da tega ne zeksaš naenkrat. Ok, itak si moram kavo še narediti. Evo, dan spet kiparimo, bom sigurno dala kak video klip iz tega v vlog, ko se bo malo več videlo, ker trenutno sem v zelo začetnem stadiju, ko še obliko to osnovno urejam in ja, tako da nič zanimivega še dosti, mogoče se bo že danes malo bolj začelo videti. Končno je tako cajtlik, kak je velik, to bo že padalo posod. Čas za spanje. Zadnja stvar je še, da si namažem stopala in dam z okna gor. Ura je... glih bo 10. Včeraj nisem kaj dozbrala, tako da upam danes na malo več. Lahko noč. Kak je lepo v center priti. Že malo jesenski tu. Pa smo spet v lovo za hlačami. Eno imam take črne, kao elegantne, ampak so jeans. Te so drugače ful lepe, tak na meni, mislim, pašajo mi, malo mi sicer stisne, dolžina je perfekt. Tu pas perfekt, ampak s njih ful težko spravlja čez boke. Tako da izgledajo fajn, samo ni lih najbolj udobno. Ok. Zadnji v nulo. Čisto malenkost predolga. Ampak tako všeč mi, ker izgledajo kao malo bolj elegantne, ampak so jeans. In mogoče nam, če se navdušena na to črto. Ne vem. Ok, tretji par. Zelo lepe. Zelo paše v nulo. Ne, mogoče so tudi malenkost predolge. Odvisno od čevljev. Zadnji ful lepo pridejo. Jaz bi črne imela. Zdaj grem pa še po kavo. Wow, beautiful! Ljubljana nikoli ne razočara svojo lepoto. Jaz sem se prišla svet zraven v Ljubljanici. Glejte moj malčko. Vzela sem si kapučino čez led, sirovo z šunko pa en čokoladni rogljiček. Se nam, če bo vse naenkrat, ampak ja. Kak je lep dan. Pol bo pa dež, tako da sem vesela, da sem se spravila.
to je vse, kar sem danes nabavila, predvsem iz DM-a, no pa to iz mladinske knjige, vi ne razumete, kako vesela sem. Bila je skoraj 13 €, v angleščini je Pumpkin Spice Cafe. Drugače ta zgodba je taka bolj za sprostitev, če gledate na Divi tiste božične filme, tak vibe ima, bolj tak predvidljivo, enostavno, ampak meni se gre bolj za te občutke jesenske in da preberem nekaj in ful je lepa, no, tako da bo tudi za dekoracijo. Po ljudemu sem si kupila moje šampone in sem kar tega velikega vzela, pa še ta balzam. Nimajo več od revolutionatih tankih svinčnikov, tako da sem rekla, da probam tega od Essence, bomo videli, pa od Catrice imajo še istega, 2 moki, te uporabljam za kruh, tip 505 bela moka. En mehčav sem si kupila, drugače večinoma ne uporabljam mehčavca, ampak drugače pa uporabljam alkoholni kis. Kupila sem si tu čistilo za pralni stroj, ker nekaj je narobe z mojim pralnim strojem v smislu barv, ker spet se mi je vse obarvalo na pinki. Pač pogledajte to in nisem imela nič take barve v pralnem stroju, tako da jaz sumim, da je nekaj moglo biti, ne vem, da je nekaj v stroju. Ali pojma nimam. Zdaj sem si kupila to čistilo, potem sem si pa še kupila te za bela oblačila, da bojo bolj bela, tako da upam, da bo kaj od tega pomagalo. Na srečo se mi nič takega ni uničilo, vsaj enakomerno se je pač obarvalo, ta je bila bela majica, razen ta servieta, tako da bom probala zdaj to čistilo, pa tudi ven bom skuhala na 90 stopinj, bom stroj zalaufala, da se malo prečistim. Mika, pa ti pa ne smeš tu biti. Vazi nora. Glavnem, fajn dan je bil v centru. Kruh bom spekla, zdaj grem pečico. Ful fajn kruh je bil včeraj, tako po občutku sem ga ful lažje oblikovala, zdaj pa bomo videli, tudi to dobro vplivalo na to, kako se bo spekel. Mika! Nehaj. Ok, Mika me nujno rabi, ker že bedarije dela, pa je gumice. Ok. Kaj imamo tu v vrečki, dajmo tja na hodnik. Kaj pa je to? Ena mala punča. Evo, v 4 litre vode dam 50 ml te tekočine, tu je zdaj neka oznaka, no, ampak kako bolj naprej veš. Ok, to bom zdaj namakala, medtem pa bom tudi pucala, kar se spuca da. Dan se mi zdi, da ni toliko napihnjen. Ni slabo, ampak se mi zdi, da prejšnjič dvakrat je bil malo bolj. No, bomo videli, tako odrežemo. Lep je. Evo, zdaj grem pa v avto, ker ga moram malo spucati. Glavna stvar je, da sedeže spučem, zato ker se mi oni smuti iz hofra. Ne, da se mi je polil, ampak veš, ko je tak gost, pač ko ga spiješ, še vedno so neki ostanki na tem, nisem redo zaprla in sem ga sem vrgla sem flašo na zid in je nekaj točilo in ja, je zdaj umazano. Imam mokro to krpo, pol imam suho, pol imam sesav, zdaj še malo posesam, pa še te mokre robčke, če bom kaj rabila. Jutri bo najbolj lilo na svetu in jaz bom tam mogla ugotavljati, kam moram nabusiti. Ne vem, bi vzela taksi ali ne, ali bi ga rajš pol za nazaj, ko grem po avto. V glavnem, grem čim prej, ker pol bo dež in pol bomo z Mikico uživale, pa novo knjigico brale, pa si stiskale. Mene najprej bomo zrihtali to, zgleda ful ugabno, ampak je pač ja smutje. Nič, ni bruhec ali pa kaj.
se pa popivnamo to. Z vlažno krpo. Glih nekaj ful se ne posušilo, ne, ampak že še malo za suho. Snemalna postaja. Vidiš? Jaz bi se rada sem pohvalila, da sem zmontirala celoten video za jutr. To se zgodi zelo redko kdaj. Tek 2 malenkosti sta še za zrihtati, posnet moram ta zaključek, no. Pa en voiceover čist kratek. Pa na začetku tudi ta intro moram pregledati, ampak to je res tako rečemo 15 minut dela max. 30 minutni video končan en dan prej. Tako da jutr se lahko ukvarjam z mehanikom in vsem ostalim. Najdla sem avtobus na Asinor. Evo, sem video zrihtala. Sem rekla, da si malo vzamem pauzo, pa se usedem na kavč z Miko. Pa bom brala The Pumpkin Spice Cafe. Zaenkrat uživam in mi res zdaj ta Gilmore Girls vibe, mi z mamo. Ja, tako da. To pa seveda cute zadje, bolj mi je všeč to ilustrirano. Vse je verjetno AI, ne vem. A ja, za avto vam nisem kaj povedala. In polo vmes, ko sem jaz sploh še nisem bila niti, ne vem, kje sem, pol ure stran, odkar sem avto dala, mi reče, da je cevka že popravljena, ker mi je ena cevka bila taka razgrižena. In bolj reče, da je treba tudi, pač bi bilo treba tudi servis narediti, te filtri pa olje, pa me vpraša, če mi lahko naredi, pa sem rekla, ja, itak. Tako da, bolj je rekel, da mi napiše, ko bo tako to. V glavnem, po mojega ne bom šla danes iskat, bom vprašala, če lahko grem jutri, zato ker je že ura 1, pa moram iti na bus, pa na 2 busa itd. In pol ob 4 imam stream in res ne bi rada, tako pod pritiskom bila, pa ne rabim nujno avta, tako da jutri dopoldne bom vprašala, če lahko prijem, ne danes. Dobro, grem zdaj pred knjigico. Avto imam nazaj. Gledanje brez avta, ko si ga enkrat navajen, je ni čudovito. Mislim, v centru ni panike, trola in to, ampak tudi te lokalni busi, pa ko nimam pojma, kje se postaje v določenih krajih, je pa kar pestro, no. V trgovino sem še skočila, ful sem odlašala nakup make-upa, ker moram zamenjati puder. Stvari so, pač sploh jih ne prodajo več, tako da sem danes šla končno v lov za nov puder. Upam, da sem dobro barvo izbrala, kakor sem lahko pod onimi lučmi. Se vedno probam tu na koži. Fora je tudi, da zdaj poleti, pač jaz sem malo bolj temna, pol pa ratam bolj svetla. In zdaj sem tam nekje vmes, ko sem že malo zgubila barve, ampak ne še čiste, da upam, da ni presvetla ali pa pretemna, ne vem. Avto je zrihtan, servis je narejen, čez 5000 km moram pa zamenjati bremze, zdaj pa ne vem, kjer je mi rekel, sprednja, zadnja, glavno neke bremze.
Bo pa pestro. Vzela sem si od Makeup Academy Pro Base kao za dolgo obstojnost. Ful mi je všeč, ker ima tako lopatico noter, da lahko res se ven dobiš. Upam, da bo fajn barva, da ne bo kakšna presvetla, pretemna. Potem sem rekla, da probam za foro ta tint, ko si daš na usta ali pa na lička in ti naredi, pač ti pusti barvo zadaj. Pač to ful vidim posod, ampak si nikoli ne probam. Ta gobica nova, potem sem si pa še kupila en ta mat puder v prahu, ki da se nem svetla toliko, no, ker pač opažam, da bom ful masno kožo, ne ima se kaj spremenilo, ampak po videih, po streamih je res, da je poletje, oni puder mi res ne odgovarja več. Ni mi dalo mira, ampak vzela sem si še eno prevleko za pošter. Imeli so še vedno te v Pepkotu, saj v tem, ko sem šla, ampak sem rekla, ne bom še ene iste kupila. Tukaj za napojslo bom to zeleno, pa se mi zdi, da bo to tudi pasalo. Ja, malo bolj umirjeno, rumeno imam tukaj v tem poštru, ta je prevelika prevleka, ker spada na en drug pošter in ta bo direkt, pa mislim, da bo še lep izgledala, tako da bom to zamenjala. Drugač pa dobra novica, še en popek se je odprl, to sem kar odrezala, ker je bilo čisto pač zaprto in nova sončnica je tu. Imamo pa še tu eno, če se bo odprla, pa tu zadaj, pa še ful je malih, samo bom videla, no, ampak jaz sem vesela, da ni bila sam tista, ker se je posušila ful hiter. Pisil je. Ok, koliko imam cajta? Sega imam dosti. 15:03, 45 minut, da si naredim make-up pa lase. Ful bi si kodre naredila, sem si dala oni sprej. Protectant Sprayer, gremo sprovat nov puder. Ta gobica sem jo zmočila, umila, ampak ni tak mehka, kako bi si želela. Nem, kje sem ono, ko jo imam prejšnjo, kupila Primark ali kje druge, ta je od Maybelline, pa ni tak dobra. V glavnem, to je ta puder, tako lopatko ima, kar je meni ful všeč, ker res lahko vse ven pol dobiš, ko priješ enkrat do točke, ko je treba pač vse ven dobiti. Zdaj na prvi pogled, mogoče malo pretemno. Jaz si tako ponavadi pudre mešam, ampak zdaj sem res hotela kupiti enega, pa da ga ne rabim mešati, ampak ne vem. Malenkost bo pretem. Zdaj kupila sem si korektor, ki je svetlejši od moje poti. Pa ga imam moto, tako da. Poleti bi bil ta puder super. Ni tako grozno, ampak za en odtenek, dva mogoče pretemno. Ga bom definitivno mogla malo pomešati. Naj bi bil full coverage, ampak jaz si ga itak z gobico grdam, tako da je malo drugače, bolj naravno. Bomo videli, no, parkrat ga uporabim, pa bomo lahko ocenili. Zdaj nimam kakega svetlega korektorja, da bi si to barvo popravila. Ta gobica mi že ni všeč, pretrda je. Sem prav imela od Essence v roki, pa sem rekla, ajde, kupim to Maybelline, ker se mi zdi, da sem si že eno kupila, pa je bila vredna, samo nisem 100%. Glede na to, da je full coverage, se mi ne zdi full težek puder. Prekrivnost je tudi v redu, pač kot sem rekla, glede na to, da ga uporabljam s gobico, je itak vedno malo tanjši, ko pa če ga ščopiči oziroma z rokami. Ok, saj mogoče ni tako slaba barva. Torej ta Makeup Academy Pro Base. Jaz imam številko 146. Ok, naslednja stvar, ki jo hočem provat, je ta puder. To ima tako neko rešetko, da prije puder na vrh. Zdaj pa nam jaz bom čopič uporabila, lahko po moje uporabite tudi gobico, kao bacon. Ok, ta ima barvo. Bom pa se fokusirala na te dele, ko imam pač najbolj mastno ponavadi. Ta tint sem hotela probati. Jaz mislila, da je oni, ko ga odlepiš, sam ni. V bistvu ga sam daš na usta, recimo. In ga razmažiš. Ali pa na lička. In ti obarva usta in ne rabiš šminke. To smo drugače imeli včasih, to je bilo kar in, to stvari nazaj prihajajo. Ok, to je to, kar je noga, ostalo pa... Ok, končni rezultat, puder je ok, razno ni v prahu, to za usnice je tudi cool, sem si sicer obrisala, da ne bo preveč
rdečo, ker imam ful teh zares, ker si grizem ustnice in nisem odla, da so preveč rdeče. Ja, bom se še malo igrala s tem, pa še kot korektor dobim, bo tudi malo boljš. Zdaj pa si bom naredila kodre po zelo dolgem cajtu in sem ful navdušena, ker malo pogrešam različne te frizure. Zdaj, ono, ko sem si takrat naredila, ko sem si navila lase, tisto je bilo cool, sem da sem bolj mogla si ful popravljati in tak naprej. In moraš pač timing pravi najti, da si en dan prej narediš, pa pol, da ti drži dosti cajta, tako da je cool, ampak ni pa idealno. Tako da, evo si zdaj narediti kodre s tem. Ok, dvojno luč sem zdaj prižgala in vam hočem samo pokazati, da puder se nič ne sveti, vsaj tu. Tukaj si nisem dala toliko tega suhega, tako da načelo mogoče se malo svetim, glede na dve luči. In zdaj sem se ogledala pogledala in tu se nič ne sveti in ponadi se tukaj okoli nosa pa tako. Tako da zdaj nama je puder bil tisti suh, mislim tekoč ali suh ali kombinacija je super, samo moram ugotoviti, pazi, da si ne dam preveč onega barvitega, ker škoda si nisem prozornega kupila, ampak je, kar je. Teda, hodila sem reči, da sem zadovoljna, kar se tiče z tega, da se svetim in tak. Skuhala sem burrito bolo, to gyro bolo, ful je bilo dobro, še bi jedla sam, prišparala za jutri. Zdaj pa sem utrujena, tako da, ja, moram kuhno pospraviti pa spat.